Fizika, profesor Miha Ravnik, je imela med znanstvenimi vedami primat v 20. stoletju. Nakratko, lahko poveste, s čim vse si je to mesto zaslužila? Kaj je v bistvu doprinesla k izboljšanju življenja človeka? Hvala lepa. Preden, ker se točno začnemo pogovarjati o fiziki, jaz bi vseeno rekel, da na koncu k nekim znanstvenim premikom, ali pa so to zdaj tehnološki premiki, ali pa na koncu premiki v družbi, ponovadi prispeva veliko, rečemo, ved, kanalov, so to društva, družb, tako da fizika je tukaj ena od njih, in res je, da je v 20. stoletju bilo veliko tem, ki so na koncu izhajale, kjer je imela pa fizika izredno pomembno vlogo, tako da zdaj nekaj od takih tem, ko na koncu prihajajo, fiziko bi lahko šla še pred 20. stoletje, zdaj so to, nekako se začnemo pogovarjati o to v Newtonovi mehanike, se pravi Newtonova principija, ali je bila to takrat fizika, takrat temu niso najbolj rekli fizika, ampak so temu poimenovali filozofija, filozofija, ali pa kot filozofija in matematika, skratka, in seveda potem naprej, so bili še tisti gradniki, Zdaj, če pa le greva na 20. stoletje, najbolj eno tistih prvih, ki je v 20. stoletju, ki ga je treba omeniti, je kvantna mehanika, je kvantna mehanika kot naše razumevanje, neko orodje, veda, področje, ki nam je omogočila razumevanje našega mikroskopskega sveta, se pravi, kako deluje naš svet na tistem mikroskopskem navoju. Zdaj, spet to lahko reče človek, da je to nekaj zelo abstraktnega, pa kaj pa imam jaz s tem, ampak kvantna mehanika je tisto orodje, ki nam je na koncu omogočila, da razumemo, kako delujejo polprevodniki, pa zdaj še spet, bomo rekli, kaj so polprevodniki. Polprevodniki so pa jedro tega, kar žene in na čemer delujejo vsi naši računalniki, pametni telefoni, tablice, karkoli zdaj že, vsa televizija in vse, kar na koncu temu rečemo danes rečemo elektronika, Zdaj, skratka, tukaj je tako izrazit primer, ko je neka veda, na koncu pripeljala do nekaj česa, kar nam danes nekako neločljivo, In seveda je potem pa ponovno izrazit izkaz tega, da danes govorite seveda, da je pametni telefon rezultat fizike, najbrž še neprimerno, Zakaj? Ker bi imela ravno tako neka elektronika, znanost o materialih, je to zdaj računalništvo, na koncu kemija, da se sploh take materiale lahko izdela, da se jih vzgoji in tako dalje, so imeli ravno tako, prav tako pomembno vlogo, Tako da to je gotovo ena od tistih ved, Druga, ki jo gotovo ne smemo zgrešiti v 20. stoletju, je pa seveda jedrska fizika, Jedrska fizika z vsemi, na koncu plusi in minusi, ki jih je prinesla v naš svet, Skratka, to je, vsi vemo, da se je razvijati se je začela že veliko prej, Da ne bo treba pomeniti, ampak tisto, ki jo seveda vsi poznamo, je pa na koncu razvoja atomske bombe, pa njena uporaba, v drugi svetovni vojni. Potem pa nadalje njena miroljubna uporaba, miroljubna uporaba na koncu danes v energetiki, in še danes veliko satelitov, ki nam pošiljajo signale, na koncu delujejo tudi na koncu gor so jedrski izviri, so radioaktivni izviri, ki na koncu poganjajo tako. Tako to je taka zelo večplastna tema, In spet najbrž vsi razumemo, da je to nekaj, kar človeštvu koristi, na nek način koristi, skratka koristi in na koncev na tak ali drugačen način prispeva, Gotovo se me pa zanima vseeno, a bo zdaj recimo v tem 21. stoletju, ko pa prihajajo na nek način v ospredje neke druge vede, a bo fizika spala na lovorikah ali se poskuša nekako vklopiti v te neke nove trende? Jaz nikakor ne bi rekel, da poskušal, jaz mislim daleč od tega, jaz mislim, da je fizika živa, kot je bila, ali mogoče še bolj, kot je bila, In zdaj, dejstvo je, da to so teme, ki so nekako, se jih mnogo razume v samem jedru fizike, skratka, so zdaj to razne teorijske vede, povezava, razumevanje vesolja, recimo potem razumevanje nekakih osnovnih gradnikov in še kaj. Potem pa je fizika se močno, enako kot najbrž tudi druge vede, močno nekako išče povezave z temami, ki so povezane zdaj, ali je to biologija, medicina, kemija, farmacija, računalništvo in tako dalje. Tako da tukaj je zdaj, tako da danes je ta, mislim, znanost je danes močno, bi jaz rekel, izgubila te neke okove, ali pa so vedno tiste neke meje, če o tem govorijo. Tudi včasih jih ni bilo, takih izrazitih, ampak mogoče smo jih poskušali tako razumeti, In dejansko danes znanost dela
izrazito se širi in deluje interdisciplinarno, multidisciplinarno, vse te besede se zdaj lahko tukaj na koncu pripiše. No, ko govoriva v bistvu s predznakom nepogrešljivosti, glede fizike, nekako asociiramo na to, kar ste vi rekli, da seveda fiziki raziskujete zakonitosti narave. A je že to implicirana ta nepogrešljivost noter v tem vašem? Zdaj, jaz bi rad rekel, da je res tako, res rad tako, res je, fizika na koncu zanima, kako na nek način deluje narava, To je nekako tako, če poskušam najbolj, tako enem stavku, to je tisto, kar bi fizik iskal, in zdaj, ker narava je okrog nas in mi smo del narave, se pravi na nek način vse, kako deluje narava, je nekako nekaj, kar je dosti neločljivo od nas, našega delovanja. Zdaj, mogoče, pa vsem tako provokativna misel, danes, pač, jaz zadnjič sem pravil zanimiv članek, kako ljudje kupujejo nepremičnine, v virtualnem svetu, Skratka, v nekem računalniku, to je nek računalniški program ali to omrežje, družbeno omrežje, v katerega se prijaviš, v njega vstopaš z virtualno resničnostjo, skratka, nosiš očala, vstopaš v virtualno resničnost in ljudje tam kupujejo svoje nepremičnine. Zdaj, ali bo tisti se tudi že na Marsu, ampak to recimo, da še rečeva, da Mars je sigurno del narave, pa nekako si ga predstavljaš, kje je, zdaj, ljudje pa to danes delajo v virtualnem svetu. Zdaj, tisti virtualni svet pa zdaj seveda nekonc živi na neki platformi, ki nekonc izhaja na računalnikih, ampak ali bo tisti svet pa ni treba več, da deluje po zakonih fizike. To pa lahko teža, ko vsi vemo, da kaže tukaj dol, lahko kaže gor, ali pa desno. To se je nekdo odločil, to se pa v takih svetih. Zato pravim, da fizika je povezana z naravo, zdaj, ampak znam si pa danes zamisliti že primere, kjer pa se naravi lahko zelo, lahko gremo zelo, si ustvarimo drugačno naravo in to naravo z veliko začetnico. Imaginarno, Vi ste profesor na fakulteti za fiziko, hkrati ste pa tudi raziskovalec. Predavate fiziko snovi, fiziko mehkih materialov, povezanih pojavov, preučujete metamateriale. Lahko nekoliko to pojasnite? Ja, tako je. Jaz delam tukaj kot izredni profesor na fakulteti za matematiko in fiziko, seveda sem pa tudi zaposlen delno tudi na inštitutu Jožef Štefan. Kratka, v Ljubljani imamo ta privilegij, da na koncu lahko imamo močen preplet, se pravi nekako raziskovalnega okolja, ki ga omogoča inštitut, laboratorijev in pa enim malo bolj pedagoško usmerjenega, tudi raziskovalnega okolja, ki ga ponuja fakulteta. In zdaj, tukaj dejansko delamo za raziskovalno skupino, jaz sem mentor nekaj podoktorskih raziskovalcev in doktorskih raziskovalcev, tudi dodiplomskih študentov, in to je tista ožja skupina, v kateri delamo na raziskavah povezanih tako v nekem okviru, pa želimo reči, da mehke in delno urejene snovi. Potem pa seveda naprej delam tudi kot učitelj, tukaj na fakulteti, predavam predmete, tako za študente naše fakultete in potem pa tudi druge. Konkretno leto smo za študente na fakulteti za farmacijo, lansko leto na fakulteti za kemijo. Tako da smo v resnici na nek način tako upeti, se pravi na neko, po eni strani raziskovalno delo, po drugi strani pa pedagoško delo na različnih nivojih, se pravi od podoktorskih raziskovalcev, potem do diplomskih študentov. Ampak tako, če lahko nam malo približate recimo to ozko področje vašega dela. Tako, zdaj vsebine, na katerih delamo raziskovalno, so nekako pašajo v fiziko snovi, se pravi, na koncu raziskujemo materiale in z materiali povezane lastnosti, pojave. In sicer so to materiali, katerih združuje ena taka lastnost, da so v različnih smerih različni. Spravi, da če ta material probaš potegniti v eni smeri, se drugače raztegne, kot če ga raztegneš v drugi smeri. Ali pa če pošlješ skozi tak material, ga presveti svetlobo, se ta svetloba drugače potuje skozi ta material, spravi drugačne barve recimo, ali pa drugačna svetloba pride na drugo stran, kot če bi ga posvetil v eni drugi smeri. Taki materiali se reče, da so anizotropni, to je neka taka beseda, ki to opisuje, se pravi, in na koncu nas zanimajo prav njihove materialne lastnosti, se pravi, kako se taki materiali obnašajo, kako se skozi njih preseva recimo svetloba, preseva svetloba, kakšne so njihove lastnosti, če ti materiali tečejo, kako delujejo kot tekočine, se pravi, če se pretakajo skozi neke mikroskopske kanale, ali pa kako je to, če so na koncu obnašajo kot nekakšen polimer ali gen. Nadalje, kaj če so to? Ja, se je zanimivo, ker ste mi rekli, da preučujete tudi tekočine, v katerih se delci
posebej premikajo, organizirajo. Tako je, zdaj prav, mislim, tisto moje osko delo, ki sem ga pač tisto delo, s katerim sem jaz na koncu še doktorat pisal, ne, in bil na koncu pa prav usmerjeno prav v to, kako so neki mikroskopski delci, in to so mikroskopski delci velike in nekaj mikrometrov, ne, to je tanjše od lasu, ne, ja, delci, kako jih lahko organiziraš za uporabo tega nekega okoliškega medija, te delno urejene snovi, kako jih lahko organiziraš v nekakšne skupke, v kristale, v verige, ne, v neke prepletene vzorce, in zdaj, seveda ne, tak material, ne, je tisto naravno vprašanje, ki bo tako sledilo, ne, zakaj bi hotel tak material sploh narediti, ne? Ja, tudi zanima me, recimo, obstajajo tu neka zakonitost, da se vedno na enak način. Tako je, ne, to je točno to. Ne, skratka, mi tukaj prav na takih zakonitostih, na takih načinih, ne, pristopih, ne, kako snov nekako ustvariti, da se bo sama sestavila ali pa samo pozdravila, ne. Zdaj nedavno sem bral članek, kako se zdaj Samsung poskuša, ne, konkretno razviti zaslon, ne, ki se bo samo zdravil, ne. Ko se naredi na njem praska, ne, da se bo samo, da bo zginila, ne, da se bo samo pozdravila, ne, ko se reče, self-healing, se je to v angleščini ključna beseda, ne. In zdaj, mi ne delamo na takih zadevšah, ampak povezani pa so, točno so pa to take vsebine, o kateri se pogovarjamo. Skratka, na koncu gre za mikroskop, za organizacijo, ne, nekih delcev, ali to tudi z pomoči, ali pa z pogojene strani take tekočine, ne, da dosežemo posebne njihove materialne lastnosti. Kdaj recimo v prihodnosti bo to lahko zelo uporabno? Zdaj, kje se vidi prva uporabnost, ne, to so materiali, ki danes še niso, ki jih ne boste kar nekaj šli napravo kupiti, ne, pa jo boste vtaknili v vtičnico, ne, tega ni, ne, treba povedati, ne. Potem da pa vse pelje, ne, stvar vse pelje, ne, in zdaj, kje se uporabnost vidi, je tista neposredna se vidi, se pravi, na koncu poskuša se razviti načine za vodenje svetlobe. Se pravi, ne, lahko si predstavljate, zdaj vsi vemo, da svetloba, če posvetiš, ga ponovno naravnost, ne, da. Ampak danes se v jeziku, omenjali ste besedo metamateriale, ne, eno velikansko področje na svetu, ne, poskuša ustvariti material, ki bo povzročil, da ko bo svetloba šla skozi tak material, ne, da svetloba ne bo šla naravnost, ne, bo šla po ovinku. Skratka, če bi imel tukaj neko bariero, nekaj val, ne, ali kaj, neko telo, ne, da svetloba ne bo zaletela se v to telo, ampak bo šla kar lepo okrog. In to so taki zelo nenavadni materiali, to je velikansko področje na svetu, ko se s tem poskuša ukvarjati. Zdaj najbrž je dosti jasno, ne, da se temu reče v takem poljudnem jeziku nevidnost. Ne. Ja, če svetloba gre okrog, ne, jaz nikoli nisem vedel, da je bilo tukaj telo. Ne. Ja, recimo, ne, in prav taki tipi materialov, skratka mikroorganiziranih, ne, tako in drugače, ne, so recimo en primer, kam bi lahko te raziskave vodili. Se opravičujem, da vedno nekako pač z neko aluzijo te aplikacije, ne, ker to so bazične raziskave vaše. Kdo bi lahko to recimo s koristno uporabo? Zdaj, res je, ne, zdaj, jedro dela naše skupine je na bazičnih raziskavah, v tem, da imamo tudi aplikativne, ne, najbolj se bo še dotaknila, ne. Zdaj, gotovo, ne, tisti uporabniki, ne, za to vsebino metamaterialov, ki jih mi razvijamo, ne, konkretno so financirane strani ameriškega letalstva, ne, zdaj najbolj še to očitno, zakaj to njih zanima, ne. Zdaj pa, teka širša tema, ne, seveda ni to, da bo to, kar mi tukaj razvijamo, da bodo oni kar že nekam nesati. Kje pa, zato pravim, da je to neko široko področje in so široka fronta, ki na celem svetu ljudje delajo na takih temah, ne. Zdaj, take drugačne, ne, so pa recimo, da bi taki tipi materialov lahko omogočili, da bi lahko izdelali, reče se, popolne leče, ne, leče, veste, ali jih seveda uporabljamo v svojih očalih, ne, ali pa drugih aplikacijah, uporablja se jih pa tudi v mikroskopih, ne, in posebne take leče, ne, bi dejansko omogočili, da bi lahko skozi mikroskop videl detajle, ne, ki so recimo 10-krat manjši, kot jih danes more najboljša leča. Zato je, ker bo material drugačen. Ker bo material mogoče popolno drugače vodenje svetlobe, kot ga recimo mogoče kjerkoli danes narejen, recimo idealno brušena, najboljša brušena leča, ki na svetu obstaja. Profesor Ravnik, kakšna pa je prihodnost raziskav v fiziki, oziroma katera so tista področja, kjer fizika lahko največ doprinese nekemu razvoju? Zdaj, to je taka tema, ne, ki je tako malo nehvaležna, ne, in zdaj, tako ne,
jaz mislim, fizika, tako kot večina drugih ved, ne, je taka, je veda, ki se razvija. Skratka, teme, ki so bile nekako 50 let v sami špici, ne, so mogoče danes, ene so še zmeraj v špici, ne, nekatere so se pa se mogoče že odkrivile v neko drugačno smer. Ne. Tako da je zdaj področja, kjer fizika lahko prinese. Jaz sem gotovo prepričan, ne, da so tukaj področja, ki so vezane na povezave s kvantno mehaniko, osnovnimi delci, ne, ki so v samem čemu bi rekli, kako jo razumemo širše, po svetu se razume kot kjer je fizika, so tiste področja, ki so se gotovo v širokem razvoju, ne, in ta stvar danes močno tečejo, ne, tukaj ni reči, da samo stvar se samo nadalje premika. Ne. Pomembno področje, ki se mi zdi, gotovo je tukaj astronomija. Ne, astronomija, se pravi razumevanje sveta, na koncu astrofizika, temna snov, ne, temna energija. Ne, mi še danes še zmerno vemo, ne, kjer 70-80% mase, če hočete, medija, s česar je vesolje narejeno, še zmerno vemo, kje so. Ne vem, ne? In tukaj nekako je, zdaj, bo astronomija, največ astronomija je tista prva, ne, ki tukaj mogoče v povezavi s kakšno drugo panogo, ne, tudi lahko naredi te preboje, ne. Zdaj, vsem nam je, ne, potem pa je množica ved, ne, na koncu, pa področji fizike, ne, če recimo na koncu omenimo meteorologijo, ne, vsem nam je danes jasno, da ko vzamete mobitel, vam piše, bo jutri sonce ali ne bo, ne. Pa ne povem samo, bo jutri sonce, vam bo povedal, bo jutri ob 11 sonce, ne. Zatem ponovno stoji razvoj, ne, na koncu, na nivoju meteorologije, spet seveda za prispevki mnogih ved, ne, najbrž tukaj v prvi meri seveda računalništvo, opazovanje še česar drugega, ne. Zdaj, fizika materialov je gotova tema, ki se v širokem razponu in se razvija, ne, tako in drugače, ne. Zdaj, kje pa se nadaljne lahko pričakuje tista nekako manj pričakovane, če hočete, ne, na koncu preboje, oziroma res taka nova, je pa seveda v povezavi z drugimi vedami, ne. Tiste področja, ki bi jaz gotovo, ne, kako so meni fascinantne, ne, je področje biofizike, potem fizika v povezavi z računalništvom, fizika v povezavi s farmacevtiko, ne, z medicino, ne. To so vse teme, ki jaz mislim, da lahko na koncu povezava, nekako, ali je to orodje znanj z ene in druge vede, ne, lahko prenese zanimive rezultate. Rekli ste, da vi v bistvu delujete na obeh poljih, se pravi kot raziskovalec in tudi kot profesor, ne, učitelj visokošolski. Pa me zanima, ne, kako združujete kot pač obe dve polji, ne? Ali je to mogoče nujno za vsakega uspešnega profesorja, ne? Zdaj, ta na koncu dvojnost, ne, če pravite besedo dvojnost, ne, nekako v svetu, ne, se to razume, da je to kar enost, ne, je to kar enost, ne, se pravi, na koncu vse, nekako po svetu je skoraj pravilo, ne, mislim, z izjemami, ne, da seveda je pač nekako profesori so hkrati raziskovalci, ne, so hkrati raziskovalci, ker to je najbolj naraven način, kako se dejansko prenaša, se pravi, razvoj in nova znanja, ki se na svetu rojevajo v študentov, ne. Mene je vsaki zanimivo, ne, brati razne zapise, ne, kako za večino študentov, ki jih danes izobražujemo, ne, za njih poklici, ne, ki bodo za njih delali, ki jih bodo oni v resnici delali, čez 20-30 let danes še sploh ne obstajajo, ne. To so mogoče v kakšni meri prenapihnjene ali pa premočne izjave, ne, ampak, ne, vseeno hočeš, ne, na koncu študentom ponuditi in jih postaviti v stik s tistim največ, kar se na svetu dogaja, ne. Zdaj, to se trudimo in zato je po moje ta povezava dokaj naravna, ne. Seveda pa zdaj pride vprašanje, ne, a je dober profesor nujno dober raziskovalec, ne. Oziroma, je dober raziskovalec nujno dober profesor, ne. Tukaj se pa zdaj in tukaj to ni nujno enostavno, ne. Mislim, zanimivi so primeri, ne, iz Amerike, ne, kjer so pač raziskovalci svetovnega slovesa, kot Nobelovi nagrajenci, ne, so jih zaposlili kot pač profesori na elitnih univerzah, ne, ampak so slabo predavajo, ne. Slabo predavajo, ne. Oni so lahko vrhunski strokovnjaki, ne, res, ne, najvišjega ranga, ampak enostavno niso, to ni to, ne, skratka, študenti s tem so nezadovoljni, ne. Po drugi strani pa so kakšni profesori, ne, res imajo izrazito žilico za predavanje, ne, za delo s študenti, za motivacijo, ne, to predavajo odlično, ne. In posledično potem seveda tudi lahko, da je pa tisti raziskovalni del so malo manj aktivni v tisti smeri, ne.
In zato jaz vidim, jaz na koncu mislim, da je treba iskati, na koncu je tukaj gre res samo, da se pametno prepozna kapital posameznikov, ki tukaj delajo, in se na eni strani, eni in drugi strani prizna neko zaslugo, neko koncu vrednost. No, ko že omenjava študente, pa me zanima tole. Vem, da so vaši diplomanti zelo iskani v industriji, pa me zanima, kakšna je dodana vrednost njihovega znanja, ki jim ga vi nudite. Vem pa tudi, da vas vaši študenti zelo visoko cenijo kot profesorja. Hvala, zdaj to. Res je, zdaj fiziki z naše fakultete nekako radi, veseli smo na oddelke, ponosni smo na oddelke, to je beseda, konec koncu, da naši diplomanti so dobro zaposlili, Mislim, mi smo še v času, ko je nekako tisto obdobje slabo krize, če to besedo uporaba, na koncu koncu mislim, da so bili fiziki vsi zaposleni, Jaz ne bom rekel, da ni bilo nobenega brezposelnega fizika, to je premočna izjava, ampak, dejstvo je, da so naši diplomati so našli, vsi so praviloma našli dobre mesta, In zdaj danes, ko pa Slovenija in pa tudi Evropa letita na krilih gospodarstva, gospodarske rasti, se enostavno vidi, da so še toliko bolj iskani, Seveda, tukaj to je zdaj malo zvoniti kot samohvala, pa res je, da če odprete najbrž enega od slovenskih časopisov, na prvi strani ne piše, zdaj le zaposlimo 10 fizikov, Tega ni, tega ne preberete, Ampak tako da, in zato gre zdaj za tukaj vprašanje, da ga, kako se, skratka, mladi, na koncu koncev študentje, se na koncu koncev njih išče, njih prepoznati njihov kapital, da nekaj znajo, da nekaj hočejo, Zdaj, zato, in to je tisti potreben del ravno tako, tega vprašanja, da so na koncu koncev študentje iskani, Zdaj, vprašali ste pa, kaj jim damo, imajo neko dodano vrednost, da je niso na borzi dela. Zdaj, kaj je fizika, kaj poskušamo naučiti naše študente, je nekako iskati neke tiste osnovne principe, neko osnovno razumevanje različnih sistemov. Mi se učimo praviloma na nivoju razumevanja narave, učimo se naravne zakone, ampak tiste veščine, ki te pa na koncu privedejo, ko znaš razmišljati o nekih pojavih, je, da se poskuša ti ravno tako ta znanja na koncu aplicirati lahko tudi na popolnoma drugačne sisteme. Pa, da po enih člančih smo se seveda mi učili kako delujejo sile med nekimi delci, med nekimi takim zelo abstraktnim, kako se sanke pelejo iz poklancev, to je neka taka stvar, ko boste rekli, zakaj pa to tega industrija ne rabi, vendar točno isti, oziroma podobni mehanizmi se na koncu koncev aplicirajo na koncu koncev razvoja, so to razvoj zdravil ali to razvoj različnih vsebin. Kako se pa odnesejo kot doktorski študenti ali na postdoktorskem študiju zaradi tega, ker seveda težnja danes je čim bolj izobražen človek, čim z višjo izobrazbo, čim več znanja. Jaz lahko rečem, da smo ponosni na naše študente, Zdaj smo rekel, da smo ponosni na naše študente, ker... Mislim, tudi to v kontekstu recimo študija na tujih univerzah. Tako je, zdaj, kot doktorski študentje, mislim, tukaj res je, da za veliko fizikov je doktorat, in potem tudi potem podoktorsko delo, na koncu koncev neka naravna pot, Skratka, sploh za tiste, ki res želijo delati na fiziki, se pravi na nekem tem področju znanosti, pa mogoče ni bilo prav beseda fiziki, ampak bolj znanosti, za tiste je potem doktorat naravna pot naprej. In zdaj, jaz lahko tukaj samo rečem, da mislim, lahko na svoji izkušnji rečem, da tukaj jaz se nikoli nisem počutil kakorkoli prikrajšen, ki pa, na obratno, jaz sem bil vedno enak, ali pa, vedno sem se počutil popolnoma enakopravnega diplomantom ali pa tudi doktorantom, iz najboljših svetovnih univerz, Zdaj, da bom kar takoj, na tvojim primeru, včeraj je bil pri meni, zdaj fant naš najboljši iz 3. letnika, lanskega 3. letnika, fizike, prve Bolonje, njega zanima študij v tujini, dobil 2 ponudbi, ena na Oxfordu, ena na Cambridgeu, in evo, zdaj drug teden odhaja na Cambridge. Tako da kar takoj postavimo mere, skratka, in je bil sprejet
ponudil kdo v 2 ponudbe, ne? Ja, ne samo z elitnih univerz. Tako da to najbrž je izjava, da se pravi, nekdo je prepoznal, da je ta fund, da je to znanje, ki smo ga tukaj nudili, ki smo ga naučili, na koncu sega najvišje. Ja, se zato me tudi zanima, pač nekaj izkušnje imamo pri intervjujih s fiziki, pa tudi matematiki, pa nas recimo te izkušnje napotujejo k razmisliku, da imate res nekoliko drugačen sistem razmišljanja. Opažamo, da recimo v nekem strašnem kompleksnem problemu skušate izluščiti bistvo problema in iščete potem rešitev. To se mi zdi, da je dosti dragocena lastnost tudi pri interdisciplinarnosti z drugimi vedami, ker sva prej govorila. Pa me zanima, a tak pristop prenašate tudi na svoje študente? To je tista največja dodana vrednost, ki mislim, da jo želimo našim študentom dati. Se pravi, da ko pridejo v neko popolnoma drugačno, novo okolje, vsebino, s katerim se srečajo potem, ko zaključijo študij pri nas, da se v njem najdejo in poskušajo delovati točno to. Se pravi, da v nekem kompleksnem sistemu znajo izluščiti tista jedra, tista ključna vprašanja in potem iz njih delati. Seveda so sistemi, pa so primeri, kjer seveda ni to dovolj. Ni dovolj, včasih moraš razmišljati tudi o detajlih in o vseh pomembnih kostih tega, in takrat je pa treba še malo širše pogledati. Ampak gre pa za to, da na koncu znaš in da poskušaš iskati tiste neke osnovne vzgibe, vzvode, ki delujejo, je to v področju farmacije, kemije, biologije, medicine, ali pa na koncu v družboslovju, ko je drugače, patentnem pravu, tako za različnih stvari se pogovarjajo, gre pravzaprav za to iskanje, jaz upam, nekako spravim, smo ponosni na študente in to je tisto po moje največja dodana vrednost, ki jo želimo dati. Poglejte, v zadnjih letih je opazna kritika zlasti javnih intelektualcev o upadanju nivoja znanja pri nas. Razlogi naj bi bili v prevladi teh množičnih medijev, kjer v imenu demokratičnosti vsi o vsem vemo in tudi o vsem imamo svojo sodbo. Vrednost znanja, pravijo, je v izrazitem upadu. Posledično se oblikuje neka družbena klima, ki ceni zgolj uspešnost, privlačnost, konkurenčni boj in seveda na dvomljivih vrednotah. Imate vi kakšen razmislek o tem? Jaz seveda to problematiko, oziroma vlogo znanja, uporabljam besedo znanje, ne znanost, načrtno, znanje, seveda tudi jaz nekako vidim, občutam, berem v njej in jaz tako pavšalno te izjave ne bi želel, se pravi, da znanost je, da je to znanje, popolnoma nekako degradirano, oziroma da se nekako do njega neprimerno vedemo, Nekako pa se bom pa najbolj pridružil tej izjavi, Se pravi, da najbrž je tisto, kar se prav, da se Slovenci kot narod in na koncu Slovenija kot država, na koncu vprašamo, kakšno vlogo želimo, da znanje ima, koliko nam to znanje pomeni, a ga želimo, a hočemo biti izobraženi oziroma hočemo stvari znati ali ne. To je najbrž na nivoju države, ki lahko sprejme te take odločitve. Zdaj gre pa potem na nivoju naroda, zdaj pa je po mojo iskreno, zdaj pa lahko, da se v sebi samo govorim, prepričanje, da je znanje nek neločljiv del naroda. Narod, ki nima znanja, tak narod je ranljiv, tak narod se težko, to je nek neločljiv, to bi mogla biti to je v bistvu, jaz verjamem, da je to ena od srčik naroda, tako kot je kultura, pa še kaj drugega, jezik in še kaj, skratka, ker narod, ki ne zna, tak narod, kam se lahko odpelja, njegova prihodnost zelo čudne smeri, In zato tukaj, se pravi, o tem javnem pomenu in razmišljanju, koliko nam znanje pomeni, so to vse te aktivnosti in v tej smeri razmišljanja, se mi zdijo izredno pomembne. In zdaj, tukaj, ko sem razmišljal, kako ovrednotiti znanje, se pravi, zakaj, kako imamo, pa omenili ste ljudi, ki pač,
ki se opredeljujejo, pa osebine, ki se opredeljujejo kot znanstvene, pa so to zelo dvomljivo znanstvene. Ne. Zdaj, en tak meni zelo plastičen primer je, ki ga tukaj dal, ko se nam avto pokvari. Takrat mi vsi vemo, da ko moramo avto peljati, da ko se avto pokvari, da moramo peljati k avtomehaniko. To je najbrž nam vsem očitno. In prvič ga moramo peljati k avtomehaniko in drugič ga moramo peljati najbrž dobremu avtomehaniko. Zato da ga bo popravil. To je najbrž dosti jasno vsem. Danes, ko so sofisticirani. To je najbrž dosti očitno. No, ampak zdaj pa seveda pa vprašanja znanja, ki se pa potem nadalje pojavljajo v družbi, zdaj pa znanje v takem visokem pomenu, v širokem pomenu besede, so pa seveda vprašanja in problemi, izzivi, težave, ali je to naroda, države, na koncu so pa najbrž postane veliko bolj kompleksni, kot je naš avto, Tako jaz tukaj razumem, da je zdaj, seveda najbrž peljati to, se pravi, koga, in sicer so potem postanejo to pojavi, mehanizmi, teme, ki so veliko bolj kompleksne. In nam kot posameznikom v družbi, kot take tudi manj razumljive. Enostavno, čisto ne vemo, kaj vse se skriva v tistem našem izzivu, kaj je v njem pomembno. Zdaj tukaj seveda pride tisto vprašanje, kateremu avtomehaniku ga peljamo, in ali je dober. In zato se na taka bolj kompleksna vprašanja danes dobivamo lahko zelo vprašljiva mnenja in opredelitve, ki se seveda potem veselo imenujejo strokovna in znanstvena, in to ljudi, ki mogoče ni prav, da operirajo s takimi. Zato pa me zanima, kako bi pa vi opredelili znanstvenika kot javnega intelektualca. In seveda, a mi potrebujemo danes neko znanstveno avtoriteto glede na čas teh množičnih medijev, kar govoriva, Ker, ne vem, dr. Google ponuja rešitve za vsa vprašanja. Vsekakor. Jaz tukaj, ko prideva do vprašanja na koncu, jaz mislim, da ključna beseda, ko tukaj vidim, je kredibilnost. In zato smo rekli, da ko ti pelješ avto popraviti, moraš peljati pravemu avtomehaniku, dobremu. In zato ravno tako sem mnenja, da ko pride do širokih, pa pomembnih družbenih vprašanj, ki so daleč preko nekaj nesrečnega avtomobila ali da na koncu tista mnenja, ki so vredna, morajo biti mnenja vredna kredibilnega človeka. In zdaj, in tukaj je zdaj tista vloga, ki na koncu bi jih posamezniki v tej družbi, in Slovenci smo lahko ponosni, jaz verjamem, da imamo resnica najbrž celotno, zelo širok spekter vsebin, izjemne posameznike. Zdaj gre samo da jim prepoznamo njihovo vrednost, da se ne izgubijo v množici mnenj. In zdaj, gre pa zdaj, na koncu moram biti jaz tisti, ki na koncu prepoznam, komu ne grem, da mi bo pravilno svetoval. Zdaj, pri prostih vsebinah, kot je avto, vsi vemo. Ampak, ko pridejo pa to vprašanja na nivoju naroda, na nivoju državnih vprašanj, takrat pa tukaj postanejo pa zdaj te stvari manj opremljive, so pa manj opremljive. No, ampak recimo pri popularizaciji znanosti, ki že govorjeva, obstaja pa nekateri problemi, se mi zdi, Recimo popularizacija v biomedicini, če govorijo o tem, ki je zdaj na nek hot topiku v tem stoletju, pravijo, se zdi, da je nekoliko v zaostanku glede na druge vede, zdaj, ker se razvija toliko, pri katerih se govori predvsem o teorijah, bolj ali manj zanimivih stvarih nam vsem. To prej ste omenili astronomijo, potem evolucijo, pa tudi fiziko kot tako. Namreč, tu se mi zdi, da gre za vede, ki pa niso pod takim pritiskom komercializacije. Ste kdaj razmišljali o tem? Omenila sva biomedicino, to seveda je zelo interesantna tema za komercializacijo. Jaz sem imel, pravite, popularizacijo teme, popularizacijo znanosti in znanstvenih vsebin. Zdaj smo imeli zanimivo debato s kolegi, namreč, kjer so mi kolegi povedali, tudi z drugih področij, da v resnici imamo naravoslovci privilegij, zato ker pri nas so teme, pri nas obstaja samo ena resnica. Sprav, narava je, verjamemo, danes ena, tako v njej velja en zakon, oziroma en tip, sprav, na neko teorijo, oziroma na neko vprašanje, kako nekaj je v naravi, obstaja samo en pravilni odgovor. Praviloma, to je tako je.
Ne? In kako to preverimo je tako, da naravo preizkušamo, ne? Delamo eksperimente, poskuse, jo preizkušamo, kako deluje in z tega pridemo do enotnega odgovora. Ne? Seveda, ko greš pa na drug pol znanosti, ne? Recimo, da omenil rečemo filozofija, ne? Kot filozofija, takrat pa na koncu koncev je pa, ne? Da koncu koncev lahko pravilnih, ne? Več odgovorov. Ne? Skratka, ni, nekateri bo seveda zagovarjali, da je samo eden, ampak na široka, kompleksna vprašanja, družbena vprašanja, ne, se na koncu koncev lahko izide več primernih načinov, odgovorov, zdaj, so to na koncu koncev, ki imenuje teorije, kako se jih imenuje, to ni bistveno. Ne. Skratka, in tam ne, je potem govoriti o tisti sporočilu, ne, enem sporočilu toliko težje. Ne. In zdaj gre in zdaj potem, ko pa pridemo, ne, potem je pa seveda, zdaj sem dal eno smer, na eno stran sem postavil naravoslovje, na drugo bolj, recimo filozofijo, seveda je pa mnogo ved, ki so tudi tukaj vmes, ne. In zato jaz jih v tem duhu poskušam razumeti in tako se jih je treba na njih gledati, ne. Tako na njih gledati, ne, se pravi, da so izjave fascinantne, delajo, skratka jih se na koncu razvijajo, in glavno je, za moje vidika je tukaj, da se prihaja do nekega gibala, ne? Da se neka stvar razvija in to, da se razvija v pravi smeri. Ne? No, ker smo že pač pri fiziki, neka misel, ne? Recimo, pogledajte, nekatere znanstvene vede, vi recimo, ne? Ste že v minulih desetletjih imeli svoje popularizatorje znanosti, recimo Sagana, Hawkinga, Briana Coxa, to so še živeči, ne? Potem tega Eckenburga, Dawkinsa in tako naprej. Ne? Pri nekaterih znanostih, recimo, spet bom omenila biomedicino, ki sva jo prej omenjala, ne? Pa se pojavlja veliko senzacionalizma, ne? In manjka tudi kritičnosti v utrjevanju teh znanstvenih raziskav njihovih. Ne? Ljudje seveda potem postajajo zelo zbegani, komu naj sploh verjamejo. Pa me zanima, a mislite, da je to značilnost vsakokrat, recimo, nekega razvoja znanstvene vede? Da je difuzno v začetku in tako, ko rečemo, triki. Prvo, izjava, ki je bil davne, je ta beseda znanstveno in strokovno se danes marsikje zlorablja. Tudi, in to ne je še daleč preden pridemo do znanstvenih, do bolj znanstvenih vsebin, se tukaj dejansko pride do nekega pristopov, ne? Ker na kaj je tisto, na koncu tisto ljudje, ki se ukvarjajo z znanostjo, nekako pojmujejo, povezujejo z znanostjo, ne? Na koncu je znanstveni pristop k delu, ne? Skratka, so stvari, neka recimo hipoteza, preverjene hipoteze, potrditev hipoteze in potem na koncu sklep. Skratka, je na koncu pri znanosti, ne? In zdaj na katerikoli znanosti se tukaj pogovarjajo, na koncu njih ima na koncu isti pristop k problemu. Ne? Problemu. In to na koncu povezuje tisto, zakaj čemu sploh rečemo znanost, čez tako široko področje disciplin in vsebin, ne? S katerimi se ukvarja. Zdaj, omenili ste popularizatorje znanosti, ne? Jaz lahko samo rečem, ne? To so impresivni posamezniki, ki nam ki na koncu imajo izjemen doprinos in jaz jih na koncu s fascinanco tudi sam večkrat gledam, berem, zadnji, recimo, od Menasta Attenborougha, skratka, njegov Blue Planet 2, skratka, ki je izpostavil pomen plastike in v naših oceanih in vodah, to je impresivno, impresivno delo, tudi samo sledim, tako da, in to jaz vidim kot neko navdušenje, ki ga znajo na koncu slikati na široke množice, na koncu celem svetu, zato so njihove vloge na koncu izjemne, jaz lahko samo podpiram in rečem, želim še toliko več, Zdaj, ko ste pa dali izhodišče, se pravi mlade znanosti, se pravi tiste, ki se razvijajo, zdaj senzacionalizem, nesenzacionalizem, jaz mislim, da je to vezano na konkretne vsebine, na konkretne posameznike, tudi kje drugje v kakšnih temah se uporablja mogoče kakšno premočno besedo, ampak tako da omenjali ste biomedicino, to je področje, ki izjemno raste in je fascinantno, Zame je to fascinantno področje, ki ga z občudovanjem spremljam, tudi samo se poskušam kje približati s tem, kar sam delam, tako da zdaj seveda pa področje, ki se zelo hitro razvija, je normalno, da se, ko prihaja do hipotez, na
konec koncev je naravno, da se ta stvar razvija, ne, včasih seveda je malo skok v levo, malo desno, ampak če ne bi bilo tega skoka, ne, pa ne bi nič bilo, ne. Tako, to je del gibala, ne, to je del tega gibala, da se na konec koncev peljemo k nekemu novemu, ne. No, je pa zanimivo, ne, da ko se danes pogovarjamo z znanstveniki, človek laik dobi vtis, da delajo in živijo zgolj za objavljanje visoko citiranih časopisih. Po svoje pravijo je to na nek način kontroverzni kriterij. Menijo, da bi bilo idealno, če bi obstajal na internetu nek repozitorij, kjer bi lahko vsi objavljali, vsi znanstveniki sveta. Tako bi bili vsi članki imeli a priori enake možnosti, da bi bili opaženi in pa tudi citirani. Kako vi komentirate to idejo? To sem zasledila recimo to stališče pri res svetovnih avtoritetah. Jaz to razumem, poznam, ne, poznam to izjavo, ne, in zdaj prva izjava, ki jo bom dal, ne, da gibalo vsakega znanstvenika ne bi bila, meni všeč ta beseda radovednost, ne. Radovednost, to je nekaj beseda, ki ponovadi prepisujemo otrokom, ne, da so radovedni, ne, ampak znanstvenike bi mogli gledati radovednost, zanimanje za novo, ne. To je tisto, kar je bilo če za večino, mislim, tistih znanstvenikov je to tisto osnovno vedino. Zelo različno od gospodarstva ali od kakšnih drugih ved, kjer najbrž je zelo jasno, kaj je gibalo, ne. Tukaj je ta beseda radovednost, ne. In seveda potem ta radovednost, ne, trči v svet, ne, v katerem seveda priletijo pogoji in visoko revije z visokimi imeni in tako dalje, ne. In seveda, tudi jaz sem del tega seveda, tudi jaz se pač moram objavljati v takih revijah, ne, tudi to je naš del, ne. Ampak to nekako ni tisti cilj, ne, in ko berem, ne, o takih idejah, v nekem enotnem, združenju vsega svetovnega znanja, iz katerega potem se izhajajo potem samo najboljši, ne, popolnoma enakovredno, ne. Zdaj bom tako rekel, ne, na številka, ki jo imam v glavi, je, da vsako leto izide 2,5 milijona znanstvenih publikacij. 2,5 milijona. In jaz, ne, seveda je to v različnih področjih vsega. Danes je svet tako, ne, toliko raste, toliko se v njem piše in ko se pogovarjajo novinarske članke, ne, tega je danes toliko, da ga fizično človek ni več sposobno vladati. Ni vladati, se pravi, iščeš neke načine, neke filtre, ne, iz katerih, kjer ti nekdo pomaga že malo to množico prebrati in na koncu izpostaviti. Nekdo bo rekel seveda, da to lahko danes računalniške novi algoritmi ti pomagajo, glede na tvoje interese, ti kar pokažejo, kaj na svetu je najbolj primerno za to. Mogoče bi vse jaz bil rad tisti, ne, ki se odloča, kaj bi hotel videti, ne. Tako da, zato jaz to kritiko, ne, o člankih, objavljene za članke, na nek način jo sprejemam, jo vidim, ne. Ampak po drugi strani pa ta način dela, ne, in pristopa vse na koncu vidim kot neko pomoč meni, ne, ker moj dan in število ur je končnih, koliko jaz lahko namenim svojega časa branju in preiskovanju te zakladnice svetovnega znanja, ki se pojavlja, ne. Ja, in gre zdaj samo za to, da moraš se v tem pametno gledati in ne smeš, moraš biti, na koncu začel pa sem z besedo radovednost, ne. Gre za to, da na koncu te ideje, pa zdaj ali si jih na koncu prebral v tisti reviji z najvišjimi temi faktorji vpliva ali pa z nižjimi, pretvoriš svojo radovednost v neko novo idejo. To je glavno, jaz mislim glavno. Zakaj ne težite na tem, da bi recimo na vaši fakulteti naredili res en optimalen algoritem, ki bi potem metoven, kar bi vas zanimalo, ne? Posameznika, ne? Je pa še en moment, ki ga mislim, da je prav, da ga treba ga tukaj povedati, ne? Namreč gre zdaj za kako izkazovati kvaliteto, ne? Kako se zdaj meriti znanstveno kvaliteto, ne? In zdaj svet, kakor danes deluje in kakor svetovna družba, svetovna znanost dojema, seveda to se meri seveda po Nobelovih nagradah, koliko je Nobelovih nagrajencev bilo na določenih inštitucij, potem se meri, koliko ljudi bere, se pravi določene članke, citate, koliko so takih drugačnih patentov naredili, to so na koncu različni metri, ne. No, ampak en tudi dosti važen element, predvsem tega je pa na koncu moč oziroma teža imena fakultete oziroma okolja.
Skratka, ljudje, ki izhajajo iz okolij, ki so svetovno priznani kot najboljši, njim je ta skrb za te objave, elitne prijave, konec koncev manj potrebna. Zato, ker jim že samo okolje, na konec koncev jim pripisuje odličnost. Medtem ko pa za okolje, s katerim mi recimo tudi izhajamo, jaz se bolj pripisujem temu okolju, je pa vprašanje, na kakšen način mi izkazujemo napram svetu svojo odličnost. In zdaj rečete, odličnost bi mogla biti v tem, kaj vi ste novega ugotovili, vaše raziskave. Ampak gre za to, da marsikdo po svetu temu niti ne verjamejo. Gre za nivo kredibilnosti, mi sploh verjamejo temu. Tako gre za to, kako v mojem delu, ki je lahko, jaz verjamem, res dobro. In če bi, kako mu priznati odličnost. In zato smo dejansko taki, ki izhajamo iz okolja, ki niso elitne okolja na svetu, pa jih lahko znamo poimenovati, je to eden od načinov, kako si na koncu zagotovimo to neko prepoznavnost, oziroma da na koncu nam priznajo kvaliteto. Nam priznajo kvaliteto. Kot z vso kontroverznostjo, ki ste mi našteli pomena člankov, pa v faktorju vpliva pa vsega tega. Še nekaj me zanima, pogledajte, če danes sledimo razvoju znanosti, se zdi, da je pač to 21. stoletje omogočilo vznik novega tipa znanstvenika, tako imenovanega sistema integratorja. Ti ljudje obvladujejo širok spekter znanj, lahko prepoznavajo nove tehnologije, ki so potrebne za raziskovanje na različnih področjih. In so jih seveda potem sposobni tudi medsebojno kombinirati. Tako današnje raziskovanje postaja multidisciplinarno ali vi pravite tudi komplementarno. Prepoznate take trende v fiziki? Jaz mislim, da to izjavo je gotovo. To ni nekaj, kar bi samo, tako kot ste rekli, to nekako ne prepisuje se samo fiziki, tudi drugim vedam. Zdaj, jaz bom čisto iz lastnega primera pač povedal. Zdaj pisam vsebine, ki jih mi delamo. Skratka, eden od mojih doktorantov, s ponosno povem, pač dela donosno raziskavo biofarmacevtike, skratka, konkretno delam razvoju agregacije proteinov, ki je pomembno za eno od slovenskih podjetij. Skratka, je to neposredno povezovanje znanja fizike in konkretno v tem primeru biofarmacije. Drugi doktoranti skupine dela v drugem slovenskem podjetju, v razvojnem oddelku, ki se pač dela v razvoju veliko slovenskem podjetju, ki so pač iz tehnike. In ravno tako je tudi to, se bi spet na nek način, sicer na vsebinah, ki niso direktno povezane, ampak ravno tako tukaj prenaša vsebine in znanja iz fizike na neko popolnoma drugo, v tem primeru tehnološko okolje. Tako da vsebine, raziskovalne delamo, nekateri od doktorskih študentov se povezujejo z vsebinami biofizike, oziroma lahko bi rekli kar biologije, se pravi organizacija in gibanje bakterij. To je nekaj, kar najbrž se ne prepisuje naravno, ker je to tema, s katero se ukvarja fizik. Ampak, tako da ta interdisciplinarnost, multidisciplinarnost, reče se tudi intersektorsko delo, to so vse besede, ki jih tako drugače ljudje razumejo, ampak na koncu koncev je to zame samo ta beseda, s katero jaz pravim, da človeka mora gnati zanimanje, ampak biti pa preveč, skratka, nekako si pa sam sebi postavljati meje, da to pa mene ne sme zanimati, zato ker to pa ni že več, rekla bova fizika, mislim, da tega se ne sme zastaviti. Za tisto vprašanje, ali dejansko se vidiš kompetentnega, znaš nekaj zanimivega, novega narediti na nekem področju, zdaj pa se sprašuješ, ali je to področje zdaj fizika, ali je kemija, ali je biologija, to pa jaz mislim, da ni več tista nujna, tisto na koncu privati, res, če hočeš res tistih dobrih raziskav, jaz ne vem, tukaj, to moš malo s tem upaviti. Kaj pa po vašem naredi znanstvenika uspešnega, oziroma tako, katere so tiste lastnosti, ki ga pripeljejo nekako v orbitu, recimo, če se spomnite Galileja, Einsteina, Higgsa, recimo, To spet so z vašega področja v bistvu. Zdaj, danes obstaja mnogo knjig, pa zapisov, pa spletnih portalov, kjer nekako se uči mlade doktorske študente, kako in kaj biti uspešen doktorski študent in na koncu postati dober znanstvenik. Zdaj,
to je mnogo nasvetov, ne. Zdaj, jaz, če bom sebe gledal, ne, zame pri svojem delu, pa koliko sem uspešen, neuspešen, to je zdaj drugo vprašanje, ni to ključno, ampak zame, zato, da recimo, kako sem se jaz profiliral, je gotovo enih ključnih vlog, ki jih ima mentor, to je gotovo beseda, to je nekaj gotovo, kar bom izpostavil, in zdaj, če je mentor odličen, ne, potem nekaj te odličnosti gotovo, mislim, če se le stvar pelje tako, kot se more, na koncu začne sijati tudi na doktorskega študenta, ne. Seveda mora biti doktorski študent sposoben to naprej, to sprejeti in tako naprej delati. Tako da tukaj je zdaj vloga mentorja je tista izjemna, ne, ki na koncu je najbolj tisti, to je tisti prvi stik z znanostjo. Kako pa potem recimo po vašem neka znanost postane tako v orbiti? V orbiti? Zdaj, spet ne... Znanstvena veda, pa če rečemo znanost. Jaz sem težko sprejemati, sem zame že to, kjera znanost je v orbiti, ne. Že s tem imam težave, ker jaz mislim, da je veliko znanosti v orbiti, ne, in so teme iz tako širokega spektra impresivne, ne. In zdaj, res pa je, ne, da se pač, da na koncu družba ponovadi, ne, danes nekako, kakšne teme so ji bliže, kakšne teme so ji manj blizu, ne. In zdaj, kakšne so tudi bolj tako, nekako jih lažje spremljamo, kakšne manj. Kljub temu, da so kakšne teme lahko še kako pomembne za našo družbo, pa se na koncu niti ne reče, da so v orbiti, ne. Najbrž je, bom dal spet en primer, ne, kako se zapiše modele, iz katerih se izračuna riziko, a bom jaz sposoben odplačati moj dolg, ne, ki ga bom vzel v banki, ne. To je najbrž tako dosti pomembna stvar, ne, za nas, ne, ampak jaz sem prepričan, da ta tema, ne, to področje, ne, se pravi razvoja modelov v zavarovalnem sektorju ni nekaj, kar je v danes v svetovni orbiti, ne. Kljub temu, da zelo veliko, še kako veliko, to je najbolj to, si zelo zato pravim tisto, kaj je danes v orbiti, ne, to je zdaj, jaz sem tukaj malo pač previden, ne, pri teh besedah, ne, ker je štic veliko vsebin, ki so lahko imajo zelo fundamentalne, zelo pomembne posledice, ne. Samo še nekaj, ne. Poglejte, govor o odlivu možganov je pri nas v bistvu neka stalnica, ne, javnih razprav, strokovnih združenj, političnih nastopov zlasti, ne. Kako pa vi ocenjujete ta pojav tudi, kako ga opažate recimo pri vas, ne? Zanimivo je nekaj, ne? Mladi ljudje, ko jih pač sprašujemo, kaj jih moti, ne? Izjavljajo, da jih motijo nepravilnosti in pa nelogičnosti sistemov, v katerem živijo. Želijo si organiziranega okolja, pravične družbe, delujoče po principih meritokracije, če tudi seveda človek zaseda najnižjo stopnjo na socialni lestvici. Imate li kakšen razmislek o tem? Ne, od begu možganov, ne, odlivu možganov v tujino, ne. Najprej, da dam kar konkreten primer, ne. Zdaj, naša fakulteta je nekako srednja velika fakulteta, ne, srednja fakulteta, skratka, tako da izjava je, ne, da po nekaj prvih letih, ne, mi že dosti hitro spoznamo naše študente, ne, ne, in ponovadi se izoblikuje, ne, tista neka število, ne, najboljših, ne, neko število najboljših, pa recimo nekaj 10 najboljših, ne, in te ponovadi jih profesori že kar malo poznamo. Vemo, kjeri so, ne, pač to si lahko na taki, kot v veliki fakulteti, to pač lahko naredimo, ne. In izjava je, ne, da zdaj, ko govorimo o begu možganov, ne, na koncu, ko gledamo absolutno številko, ne, na koncu nek na fakulteti mogoče ne bom rekel, da je tako izjemno, da bi nas mogli skrbeti. Ampak, kaj pa, kjer pa mene začne skrbeti, je pa, ko opazim, da številka teh študentov, ki na koncu odhajajo, ne, v tujino, se ponovadi so to tisti študenti iz tistih prvih 10. To so te najboljši, ti najboljši, to so te, ki bi mogli postati, ne, neki prihodnosti, neki nosilci, zdaj, česar kjerkoli že, ali kakšnem industrijskem, strokovnem, ali to državnem nivoju, vseeno kje. In te so tisti, ki opažamo, da jih po dobrih fakultetah oziroma inštitucijah po svetu enostavno vzamejo. In zdaj tukaj sem dal primer, recimo do diplomskih študentov, enako se potem dogaja tudi na višji, na magistrske in potem na doktorske. In zdaj, kot Slovenija, smo se na nek način, v strategiji smo se nekako zavizali, da mi podpiramo naših študentov, to je nekaj, čemu smo se zavdali, podpiramo. In jaz
tudi lahko rečem, mobilnost je nekaj pozitivnega, izrazito pozitivnega. Ne? Zdaj, seveda pa tisti, kjer pa mislim, da bi mogli se še, kjer je še mesto, da na koncu stvari izboljšamo, ne? Je pa, da ta naša mobilnost ne, na koncu ni dovolj dvosmerna. Ne? Skratka, gre za to, ne, da veliko dobrih ne, odhaja, ampak premalo dobrih prihaja nazaj. Ne? In zdaj, jaz ne smemo reči, da se teh aktivnosti v tej smeri ni, ne? Te stvari so se začela in so izredno pozitivne, mislim, tukaj treba to temo priznati, tudi prevencija in še to. Ne? Skratka, tukaj so se začeli pojaviti mehanizmi, ampak enostavno mislim, da samo še naprej bi mogli v tej smeri. Ne? Ker to, da se mladi fantje, dekleta, ne? Slovenski fantje in dekleta, ne? Izobražujejo v tujini, ne? To je odlično. Samo kar je tisto, da dajmo to znanje potem biti sposobni pritegniti nazaj. In teh mehanizmov, kako jih pritegniti nazaj, tukaj se verjamem, da tukaj še mislim, da je mesto, kjer lahko smo še boljši. Ne? In ker s tem potem ne bomo več govorili o odlivu možganov, ne? Potem bo to tok, pač dvosmerni, ampak s tem tak tok samo neko družbo samo in dodaja, ne? Dodaja in to na vseh nivojih, ne? In sploh zdaj ne bo zvenjelo to na znanstvenem nivoju, kje pa, ravno tako na gospodarskem, družbenem in tako dalje. To je pa dejansko tisti plemenit rezultat, koristen rezultat mobilnosti.